Že sredi decembra smo v knjižnici Medvode gostili družino, ki je letošnje poletje preživela precej drugače od običajnega. Zakonca Eva in Gašper Fortuna iz Podreče, oba zdravnika, sta skupaj s 6 otroki odpotovala na Madagaskar, kjer so 2 meseca ponujali zdravstveno oskrbo domačinom. Prav vsi, tudi njuni otroci, stari od 6 do 14 let. Za 3 tedne se jim je pridružil tudi sorški župnik Jože Čuk. Družina Fortuna si letošnjih poletnih počitnic ni krajšala s počitkom, ampak z delom. Zakonca Eva in Gašper Fortuna, oba zdravnika iz Podreče, sta se namreč skupaj s svojimi 6 otroci odpravili na Madagaskar. Mama Eva je Madagaskar obiskala že 2-krat, pravi, da je ob obisku spremenila pogled na svet in hotela je, da to doživijo tudi njeni otroci. To je bila moja življenjska želja, ker sem bila sama kot študentka in kot mlada zdravnica 2-krat že po 3 mesece na Madagaskarju in sem želela v bistvu predstaviti to svojemu možu, ker je to del mene. Ta moja izkušnja mislim, da me je spremenila na dobro. Spremenila sem pogled na svet, na v bistvu materialne vrednote, enkrat, ko sem se vrnila. In sem želela tudi, da otroci, ki odraščajo v tem svetu, ki je včasih tako krut, ki nam v bistvu odreja, kaj vse potrebujemo, da vidijo, da se da živeti tudi čist na drugačen način in da ne živi cel svet na tak način, kot živimo mi tukaj v Evropi in da se jih to tako za celo življenje dotakne in jih spremeni. To je bila moja želja. Vso opremo za zdravstveno delo so prinesli s seboj v 15 torbah prtljage. Od Slovenije prek Istanbula, Mauricija do Antananariva, ki je glavno mesto Madagaskarja, pa vse do Ampitafa, ki je od glavnega mesta oddaljen 900 km. Zadnjih 60 km vožnje pa je s terenskim vozilom trajalo kar 10 ur zaradi globokih lukenj sredi cest, ki jih nihče ne vzdržuje. Delovali so na misijonu Ampitafa, ki se nahaja na odročnem kraju na jugovzhodu Madagaskarja in pokriva kar 100 km2 veliko območje. Tam deluje Janez Krmelj, ki je poleg pastoralnega dela ustanovil še celotno šolstvo, se pravi vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo, bolnico, porodnišnico in zobozdravstveni center. Je edina zdravstvena in šolska enota v širši regiji in mnogi imajo do misijona 2 do 3 dni hoda. Prav tako pa zdravstvo ni zastonj. Treba ga je plačati z gotovino, pregled otroka stane 1 kurje jajce, odraslega 2 kurji jajci, puljenje zoba 4 jajca, porod pa 10 kurjih jajc. Življenja, kakršnega živijo tam, si ne moremo predstavljati. Hiše so zgrajene iz palmovih stebel in dvignjene od tal zaradi dežja, podgan in kač. Njihovo življenje in okoliščine spominjajo na srednji vek, a Eva Fortuna pravi, da za notranjo srečo ne rabiš veliko. Ni minil en dan v teh 20 letih, da se nisem spomnila na Madagaskar. Tako da mislim, da pač bom to kontinuirano še naprej, vsak dan mislila na njih. Ja, v bistvu, kako malo rabiš za to, da imaš notranjo srečo pa veselje. Pa kako lahko vsak človek z svojimi močmi na svoj način doprinese k boljšemu svetu. Tudi če se to tako zelo sliši kot ena izjava za mis sveta, ampak vsak lahko se načrtno odloči, da bo dober človek, da bo delal dobro, da širiš eno ljubezen, eno dobroto, eno upanje, da se da nekaj spremeniti. To se mi zdi je tisto, kar me napolnjuje in zaradi česar se bom gotovo še vrnila. Zakonca, sicer specialista, kar se tiče zobozdravstva, pa sta tam počela praktično vse. Od porodov, splošne bolnice, zobozdravstva ter manjše kirurgije. Eva je sodelovala pri 25 porodih, 2-krat pri dvojčkih, enkrat pa se jim je zgodil carski rez, kar je pomenilo, da so morali mamico odpeljati na 12 ur vožnje oddaljeno bolnico, kjer je dobila splošno anestezijo. Dekleta tam prvega otroka povijajo že pri 14 letih. V povprečju imajo od 8 do 10 otrok, otroci pogosto nimajo istega očeta, veliko je posilstev in spolnih zlorab. Ženske so, čeprav opravljajo vsa gospodinjska dela in skrbijo za otroke, manj vredne. Moški ne delajo veliko, opravljajo le kakšno delo na polju in priskrbijo drva. Njihova 8-članska družina jim je bila tako vzgled, kako pomembna je vloga očeta in družine nasploh. Pomoč pri zdravstvenih in kirurških posegih pa so jima nudili tudi starejši otroci. Najstarejši Peter se je v Sloveniji naučil meriti dioptrijo in tako so v sklopu donacij domačinom podelili preko 100 očal. Zaradi težjega razumevanja, saj tam govorijo posebno narečje malgaščine, francoščine in angleščine pa ne znajo, so si pogosto pomagali s pantomimo.
Kaj pa je izkušnja dala najstarejšima fantoma? Malo smo se zbližali, smo se z družino, pa smo prijateljili s črnci. Ja. Jaz sem ugotovil, da ni vse to, da imaš neke materialne dobrine, ampak da si lahko vsem vesel, če pač živiš v pomanjkanju, pa nimaš vsega, kar si želiš. No. Za našo televizijo pa sta fanta predstavila njihov tipičen pozdrav. Akurjabe, Carabe, kurjabe, carabe, inovov, cižval, ino marešaka. ciš marešak. To je tak običajen pozdrav, ki pomeni živijo, kako si, dober sem, kako si pa ti, dober sem, a je kaj novega, nič ni novega, a se kaj dogaja, nič se ne dogaja. Družinsko-medicinski odpravi pa se je za 3 tedne pridružil tudi župnik iz Sore, Jože Čuk, ki se ga je dotaknilo življenje na Madagaskarju in zavedanje, da je cerkev razširjena po vsem svetu in kako pomembna je solidarnost. Mama Eva Fortuna pa je ob koncu predstavitve povzela besede slovenskega misionarja Pedra Opeke: pojdi in delaj tudi ti tako. In da se, že z malenkostmi. Z veseljem povabim kogarkoli, ki se čuti, pa zdaj, ko je konc leta, ko dohodnino odmerjamo, kogarkoli, jaz vam povem, da v bistvu ves denar gre tako neposredno v prave roke. Jaz mislim, da kjerkoli slovenskih misionarjev ne rabijo biti to na Madagaskarju. Dejansko z 60 centi kupaš kilo riža in s tem lahko ogromen rešiš, pa je samo 60 centov. Tako da jaz mislim, da je to najbolj porabljen denar, če ga v bistvu nakažeš v ta namen.